Zakaj se društva odločijo, da so člani raje v SSO ali KGZ kot v zveze? In se lahko društva članijo v obe zvezi, naprimer Prosveto in Zvezo kulturnih društv? Ja, Imamo dve vprašanje razdeljeno na dva dela. je malo tako, če se daš v ZSGD, je avtomatično tudi že SKGZ, ne? Enostavno razloga zaradi financiranja v tem času, ne? To se pravi v tem momentu prav zaradi financiranja za Republiko Italijo. Za Slovenijo ni potrebno, ker lahko, kot sem že prej v začetku povedal, lahko spada med drugi. To se pravi, da nihče vas ne, oziroma jaz dobim ta seznam, tako zvani drugi, to se pravi, da niste ne upisani ne tja, ne tam, to se pravi, ne SKGZ, ne SSO, ne Zveza, ne ZSKD, to se pravi, da lahko to naredite. Vendar nimate enega, kako bi rekel, enega, ki vam lahko pomaga, ki vam lahko prijateljsko poveže oziroma ve, da kakšno nitko oziroma da vam pomaga v rendikontaciji, v terminih, vse te stvari, to je malo bolj težko, ne. Zato je recimo so nastale krovne in so nastale zveze prav zaradi tega. Ampak praktično se ne krši zakona, če se eno društvo včlani v Zvezo slovenskih kulturnih društev in v Zvezo slovenske katoliške prosvete. Obstajajo taki slučaji? Obstajajo, ja. In imajo smisel samo, da je dvakrat financirano? To se pravi, ne. To da razjasnimo. To se pravi, 2 leti od tega, kaj se bo zgodilo, ne, 2 leti od tega, kaj se je zgodilo, se je prav res to zgodilo do 2 let tega. To se pravi, da so bili članice, ki so bile tam in tam. Danes so se mogli odločiti. Ali tu ali tam? Tu ali tam. No, prav, se pravi, društvo ne more biti več včlanjeno v Zvezo slovenske katoliške prosvete ali slovensko prosveto ali Združenje slovenskih kulturnih društev. Zaradi financiranja, veste. No, čisto. To pravi, da ostane član tu in tam, ampak dobi, samo potem mora odločiti za financiranje kam iti. Aha, tako je.